Konferenca Turizem in dostopnost je potekala v torek, 13. decembra 2016 ob 16. uri v Kristjanini sobi v dvoru Trebnik. Konferenco so organizirali Premiki, Zavod za dostopni turizem, Splošna knjižnica Slovenske Konjice in Turistično-informacijski center Slovenske Konjice. Dostopni turizem se nanaša na turizem, ki skrbi za potrebe najširšega kroga obiskovalcev, vključno z osebami s posebnimi potrebami, starejšimi in medgeneracijskimi družinami. Dostopnost se nanaša ne samo na ustvarjanje okolja brez ovir, ampak tudi na zagotavljanje prevoza, informacij in storitev, ki jih vsakdo lahko uporablja. Predstavili so evropski projekt Up to You, ki je financiran iz programa Erasmus+, strateško partnerstvo za izobraževanje in poklicno usposabljanje. Želi preizkusiti nove modele usposabljanja v dostopnem turizmu in obveščati mala in srednje velika podjetja in podjetnike na področju turizma, ki so ciljna skupina projekta. Tisto, kar želimo danes narediti, je predvsem to, da bi vam malenkost približali, kaj to sploh je dostopni turizem, zakaj se sploh gre. V bistvu pa gre za povabilo tudi k sodelovanju na izobraževanju preko spleta v dostopnem turizmu, ki bo v bistvu vseboval veliko več vsebin, o katerih bom jaz danes sploh govorila. Prva stvar, ki je, kaj to sploh je dostopni turizem, oziroma pojavljati se dve besedi, dva sklopa besed. Eno je dostopni turizem, eno je pa turizem za vse. V bistvu gre za zelo široko skupino ljudi, gostov, ki potujejo. Ne gre samo za invalide, kot se pogosto napačno razume, da govorimo v tem primeru samo o invalidih, oziroma samo o gibalno oviranih, ampak gre tudi o seniorjih, se pravi starejših, družinami z majhnimi otroki oziroma družine z več otroki in tako naprej. Se bolj malo lahko ugotovimo, da tudi vsak izmed nas ima kakšne posebne potrebe, samo včasih se jih mogoče ne priznamo, včasih pa šele potem na sami destinaciji ali kako drugače ugotovimo, v bistvu kaj sploh potrebujemo. Zdaj, teh definicij, tako kot veste, v vsaki teoriji je teh definicij ogromno. Meni je v bistvu tale najbližje oziroma nekako zajame tisto, o čemer mi sploh želimo govoriti. Načeloma se zavzemamo za to, da bi lahko imel vsak posameznik možnost potovati tja, kamor si želi, obiskati kraje in destinacije, ki jih želi obiskati. Zdaj, prva stvar, ki mi tukaj ponavadi rečejo, ampak, vsega pa se ne da. Zagotovo, da se vsega ne da, ampak to še ni izgovor, na podlagi katerega bi lahko potem rekli, da pa ovir ne smemo odstraniti, oziroma da jih ni potrebno odstraniti. Tako sem danes ravno, ko sem bila tudi že na Bledu dopoldne, veste, ne vem, na Triglav priti ni tako enostavno. Jaz zagotovo trenutno nisem v stanju, da bi lahko prišla na Triglav, lahko pa bi prišel kak invalid, ki je gibalno oviran ali pa, ne vem, mogoče slep, če ima ustrezno podporo ob tem, če ima ustrezno vodenje, če je seveda tudi fizično ustrezno pripravljena. V bistvu, zakaj sploh se pogovarjamo o tem dostopnem turizmu? Razlogov je več. Prvo je zagotovo trg. To ni nekaj, kar je tam invalidi, tam nekje v kotu. V 80-ih letih se je ta prostor integracije oseb s posebnimi potrebami začel odpirati, se še danes odpira in smo še daleč vsi, a vendar ta trg se odpira. In kot sem že prej omenila, ne govorimo zgolj in samo o invalidih, ampak govorimo tudi o seniorjih in drugih skupinah oseb, ki imajo neke posebne potrebe. Hkrati pa moramo vedeti tudi, da demografske spremembe, ki nastajajo predvsem v Zahodnji Evropi in Združenih državah, so tako velike, da je teh potreb vedno več. Prebivalstvo se stara in roko na srce, starejši ljudje imajo veliko podobnih potreb kot invalidi, čeprav niso invalidi, ampak potrebe, ki jih imajo na sami destinaciji ali pa v vsakodnevnem življenju, pa se zelo približajo temu, kar potrebujejo tudi invalidi, recimo. Na drugi strani je tudi seveda konkurenčnost v turizmu je vedno večja, in v smislu pripravljanja kakovostnega turizma, se pravi, ko mi govorimo o dostopnem turizmu, nekih prilagoditvah za posebne potrebe, govorimo predvsem o kakovosti. In če gledamo z tega vidika, lahko ugotovimo, da lahko na ta način tudi za ceno in za kakovostjo postanemo bistveno bolj konkurenčni na samem trgu.
Seveda tretja stvar pa so še pravice, pravica vsakega posameznika, da potuje, da ima priložnost za potovanje in tako naprej, čeprav zdaj to je tako v turizmu, to je vse lepo in prav, vsi se s tem strinjamo, ampak se pa tudi zavedamo, da zadaj mora biti nek ekonomski učinek oziroma, da ne delamo v turizmu tega zgolj zato, ker imajo ljudje pravico, nismo dobrodelno društvo, ampak smo podjetje, ki v bistvu na koncu teh prilagoditev želimo tudi kaj od tega prinesti. Posebej bosta razvita tudi aplikacija za samostojno učenje in tečaj za spletno učenje Massive Open Online Course, MOOC, ki bosta namenjena za učenje o osnovah dostopnega turizma in učenje o tem, kako zbrati in pravilno sporočati informacije o dostopnosti svojih prostorov, dejavnosti in storitev. Projekt je namenjen malim in srednjim podjetjem na področju turizma, turističnim organizacijam, turističnim vodnikom in drugim posameznikom v turizmu. Ob koncu projekta bodo kandidati pridobili nova znanja in spretnosti ter zgradili mrežo vrstnikov v turističnem sektorju. V sklopu projekta se bodo izobrazili tudi tako imenovani tutorji, ki so v letošnjem letu opravili spletno izobraževanje in izobraževanje v živo in bodo usmerjali in svetovali turističnim ponudnikom in posameznikom, ki se bodo vključili v projekt. Lahko pa mogoče Tadeja še par besed pove, ker se je tudi mi smo tako naredili, mi smo iskali ljudi, ki bi bili pripravljeni se malo več izobraziti v tej smeri in smo povabili 4 osebe, 4 iz Slovenije. In so se izobraževali delno preko spleta, delno pa čisto iz oči v oči v Italiji en teden. Tako da Tadeja bom zelo vesela, če malo podeliš izkušnjo. Hvala lepa, najprej Dolores, da vam je bilo zanimivo. Jaz vedno, ko poslušam ali berem gradivo o dostopnem turizmu, ali poslušam Dolores, vedno nekaj novega zvem, da jaz mislim, da to ni taka stvar, ko res je vedna raziskovanja. Ja, tako Dolores rekla, februarja in marca je potekalo izobraževanje, najprej preko spleta. Mi smo predelali res obširno gradivo, ki ga boste našli tudi zdaj na spletni platformi. O samem dostopnem turizmu moram reči, da so res stvari, ki jih nisem vedela, veliko novih stvari, predvsem priložnosti, kar se tiče samega dostopnega turizma. Po tem zaključenem izobraževanju, v bistvu čez izobraževanje, ki se bo začelo zdaj, ker smo bili na nek način tudi neki poskusni zajčki, da smo ta portal že, to platformo že preizkusili. V Italiji, v mestu Assisi, smo pa imeli enotedensko izobraževanje skupaj z udeleženci še 4 evropskih držav, ki so partnerji v projektu. Tam smo pa v bistvu res zelo podrobno debatirali, se pogovarjali, še dobili dodatno znanje o samem dostopnem turizmu. In moram reči, kako je Dolores prerekla, so se res razvile ene take zelo zanimive debate, da smo res bili čas krepko do 7-8 zvečer, po celem dnevu še potem v predavalnici debatirali, iskali nove rešitve, smo tudi se ustvarjali na nek način aplikacijo. Zelo res koristna stvar, tako da vam priporočam, da se udeležite, da povabite kolegije, da povabite druge turistične ponudnike, tudi posameznike, ki delajo v turizmu, ker mislim, da je to res priložnost tako za našo občino, tako za celotno destinacijo, v kateri se nahajamo, in pa za Slovenijo. Mislim, da to je stvar, ki nam lahko koristi, tudi nam v osebnem življenju, pa se bomo soočali kakorkoli s kakimi posebnimi potrebami. Z mešanimi učnimi pristopi bodo motivirani turistični podjetniki postali učitelji drugih vrstnikov. Ti bodo na to lahko usmerjali in svetovali drugim turističnim podjetnikom. Evropska komisija je v zadnjih letih sprožila številne pobude za razvoj dostopnega turizma, da bi povečala ozaveščenost in razpoložljivost dostopnih krajev in produktov v Evropi. Veliko korakov je zaključenih, vendar je še vedno pomanjkanje homogenosti, splošne dostopnosti in kakovosti dostopne ponudbe. Ta projekt želi dejavno prispevati k prizadevanjem, da bi bile naložbe donosne, v smislu večje kakovosti in vodstvenih sposobnosti menedžmenta, ki deluje na področju turizma.